Pozdravljeni na webinarju, kako filmski in televizijski montažer vstopi v profesionalno okolje. Moje ime je Matic Drakulič, leta 2020 sem magistriral iz filmske in televizijske montaže, montiram predvsem igrane in dokumentarne filme, nekaj tudi igrane televizijske serije. Med najodmevnejšimi projekti, ki sem jih montiral, so Playing Man, Oroslan, Inventura, Pero in Jezdeca, za katera sva z Andrejem Nagodetom leta 2022 prejela vesno za montažo na Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Ok, premaknemo se k temi današnjega webinarja. Predvidevam, da ste poslušalci ravnokar zaključili študij in potrebujete nasvete, kako vstopiti v profesionalno okolje. Prvo, kar morate razmisliti, je, katera oblika zaposlitve bi vam ustrezala, ker zdaj nimate več študentskega statusa. Kolikor jaz vidim stvar v Sloveniji, sta možnosti dve. Lahko se samo zaposlite ali pa se zaposlite pri kakšni produkcijski hiši. Tu mislim predvsem televizijske hiše, Pop TV in RTV Slovenija. Razlika med samozaposlitvijo in zaposlitvijo je predvsem v tem, da pri samozaposlitvi delate od projekta do projekta, kar vam prinaša do neke mere samostojnost pri odločanju, katere stvari hočete delati, je pa po drugi strani takšno delo dokaj nestabilno, zaradi česar ste lahko tudi dlje časa brez dela. Medtem ko je zaposlitev pri kakšnih od produkcijskih hiš bolj stabilna, po drugi strani pa s tem žrtvujete tudi nekaj odločanja oziroma izbiranja, katere filme oziroma audiovizualna dela bi radi montirali. Se pravi, namesto vas odloča vaš nadrejeni. Jaz se bom najprej osredotočil na prvo možnost samozaposlitve, pri kateri oziroma takšno pot sem si izbral tudi jaz po študiju v prehodu v profesionalno okolje. V Sloveniji obstaja poseben status, ki je pod okriljem Ministrstva za kulturo, ki se mu reče status samozaposlenega v kulturi. To je pravzaprav status podoben samostojnemu podjetniku, vendar pa se celoten vpis v ta status oziroma v ta status izvede preko Ministrstva za kulturo. Pogoji, da se lahko vpišete med seznam ljudi, ki imajo status samozaposlenega v kulturi, so, da samostojno z osebnim delom opravljate specializiran poklic na področjih, ki so določeni v 4. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Montažer spada med te poklice, tako da ta pogoj izpolnjujete. Drugi pogoj je, da niste uživalec pokojnine, ter tretji pogoj, da imate ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazujete, da ste usposobljeni za opravljanje te dejavnosti. Zdaj kot vsak montažer, ki konča študij na Akademiji AGRFT oziroma primerljivi akademiji oziroma se dovolj resno ukvarja z montažo, lahko pridobi status samozaposlenega v kulturi. Vendar pa je pri pridobitvi tega statusa potrebno plačevati mesečne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje, kar v letu 2024 znaša 544,04 € na mesečni ravni. Zato je pravzaprav ta status, vkolikor plačujete te prispevke, popolnoma primerljiv oziroma enakovreden statusu samostojnega podjetnika, le da imate poleg tega še nekaj več obveznosti. Tako da se ta status zares izplača oziroma je smiselno ga zaprositi zanj, če poleg statusa
zaprosite še za pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. Vkolikor pridobite to pravico, pa vam te mesečne stroške 544,04 plačuje Ministrstvo za kulturo iz državnega proračuna, tako da imate s statusom samozaposlenega v kulturi v bistvu minimalne stroške. Plačuje se samo akontacija dohodnine in v bistvu na letni ravni se plača 4% vašega dohodka, vkolikor uveljavljate normirane stroške. So pa pogoji za pridobitev te pravice do plačila prispevkov seveda dosti višji kot za sam status. Namreč pogoji so, da imate oziroma da ste vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi in pa da vaše delo v zadnjih 5 letih pomeni izjemen kulturni prispevek. Da pa strokovna komisija, ki jo določi minister za kulturo, presodi, da ste v zadnjih 5 letih ustvarili izjemne kulturne prispevke, morate izpolnjevati določene pogoje. Prvi takšen kvantitativen je, da v zadnjem 5-letnem obdobju imate najmanj 6 javno predvajanih audiovizualnih del, pri čemer je treba upoštevati, da en celovečerni film šteje za 2 audiovizualni deli. Poleg tega pa se za kakovost štejejo tudi kriteriji, ki so naslednji. Prvi kriterij je odzivi strokovne javnosti, priporočila stanovskih društev ali stroke ter nagrade na vašem področju. Drugi kriterij je aktualnost in prepoznavnost dela samozaposlenega v domačem in mednarodnem prostoru ter pomen dela samozaposlenega za razvoj in uveljavitev poklica oziroma področja. Zdaj se v samo točkovanje posameznih teh kriterijev ne bi preveč spuščal, ampak samo tako za občutek, da komisija na podlagi teh kriterijev potem ocenjuje, ali vaše zadnje delo v zadnjih 5 letih pomeni nek izjemen kulturni prispevek. Je pa prvi pogoj, ki še vedno ostaja ta, da morate v tem 5-letnem obdobju imeti najmanj 6 javno predvajanih audiovizualnih del. Če torej že imate dovolj zaključenih projektov, je seveda smiselno poskusiti s pridobitvijo tega statusa in s tem pravice in poleg tega še pravice do plačanih prispevkov. Še posebej, če že imate v načrtu oziroma v obljubljenih oziroma podpisanih nekaj pogodb oziroma ne nekaj, ampak če že imate po planu nek audiovizualni projekt, pri katerim bi sodelovali kot montažer in za katerega bi izdajali račune kot samostojni zunanji sodelavec. Vkolikor morda še nimate, je morda smiselno počakati do tega trenutka, ko boste imeli pravzaprav potrebo po takšnem statusu. Do tega pa pride, ko imate nek projekt, za katerega morate izdajati račune. Pri tej pravici do plačanih prispevkov je potrebno vedeti še eno stvar, ko vam ministrstvo, če vam ministrstvo odobri pravico do plačevanja prispevkov, je potrebno upoštevati še cenzus. To pa je maksimalni dohodek, ki ga upravičenec do pravice lahko zasluži na letni ravni. Trenutno je cenzus 21.944,48 €. Cenzus pa se v bistvu preračunava oziroma ugotavlja za obdobje zadnjih 3 let, kar pomeni, da povprečni dohodek zadnjih 3 let ne sme presegati cenzusa. V praksi pa to pomeni, da v zadnjih 3 letih skupno upravičenec do te pravice ne sme zaslužiti več kot 63.733,44 €. Vkolikor posameznik preseže ta cenzus, je potem za naslednje leto obvezan plačevati prispevke, ki sem jih že prej naštel, za katere mora na mesečni ravni torej plačati 544 € v letu 2024.
Ta pravica do plačanih prispevkov se podeli za 5 let, po preteku tega časa pa je potrebno za to pravico ponovno zaprositi. Kot sem že prej omenil, če te pravice do plačanih prispevkov ne dobite oziroma se vam ne podeli, morda ni smiselno, da imate še vedno status samozaposlenega v kulturi, ker se potem, vsaj po mojih informacijah, bolje splača imeti navaden SP, se pravi, da ste običajni samostojni podjetnik, ker je pri tem nekoliko manj omejitev, za katera dela lahko izdajate račun. To je nekak kratek oris tega, kaj pomeni imeti status samozaposlenega v kulturi. Po drugi strani, če se ne odločite za samozaposlitev, se pravi, da niste samostojni podjetnik, ampak bi raje bili zaposleni v nekem kolektivu oziroma v neki produkcijski hiši, je morda v Sloveniji največje možnosti za takšno delo na 2 televizijah, na RTV Sloveniji in na POP TV televiziji oziroma Pro Plusu. Tam je zaposleno večje število montažerjev, ki montirajo novice, dnevno-informativni program na RTV, tudi dokumentarne oddaje, stvari, ki se predvajajo na televizijah, na RTV televiziji, na POP TV oziroma na Pro Plusu pa montažerji, ki so zaposleni znotraj hiše, montirajo tudi razne resničnostne šove in morda tudi kakšne igrane serije. Po mojem vedenju pa na primer serije in filme večinoma montirajo zunanji sodelavci, se pravi, ne ti, ki so tam zaposleni, ampak se za takšne večje projekte najame oziroma plača ljudi izven hiše. Toliko zaenkrat o teh možnih statusih. Morda nadaljujemo z predvsem, če se zaposlite kot samozaposleni, kako si pravzaprav najdete delo, nekaj mogoče nasvetov oziroma načinov, kako pridete do kakšnega projekta. Se pravi, zaradi narave dela montažerji večinoma sodelujejo na projektih ne kot samostojni glavni avtorji, ampak se priključijo nekemu projektu. To se po mojih informacijah in videnjih največkrat izvaja na poznanstveni oziroma prijateljski ravni. Zelo redko se izvajajo kakšne avdicije za montažerje, ampak se večinoma režiserji odločajo, s katerimi montažerji bi želeli sodelovati, oziroma producenti predlagajo montažerje, za katere vejo, da so dobri oziroma da bodo sposobni izvesti ta projekt. Velikokrat pa tudi montažerji, ki nimajo časa izvajati nek projekt, predlagajo nekega drugega montažerja. Verjetno ste v času študija si že ustvarili nekatera kreativna sodelovanja z režiserji, vašimi sošolci, od katerih je, vsaj upamo tako, možno pričakovati, da bodo vas povabili k raznim projektom. Poleg tega pa je zato, da se lahko na vas spomnijo tudi starejši kolegi, smiselno se morda povprašati pri kakšnih starejših kolegih montažerjih, za katere veste, da bodo montirali kakšen večji projekt, povprašati, ali potrebujejo kakšnega asistenta montaže. Na ta način, kot asistenti montaže, bi se tudi lahko odlično spoznali proces montaže na kakšnem večjem projektu, ter na ta način dobite še kakšno dodatno spoznanstvo, tako pri montažerjih, kot predvsem pri producentih in produkcijskih hišah,
za katere je v bistvu za vas pomembno, da vejo za vas, zato da vas lahko morda predlagajo pri kakšnih nadaljnih projektih. Zato je moj naslednji nasvet, poleg tega, da morda sodelujete kot asistenti montaže, smiselno, da če iščete delo, pišete raznim slovenskim produkcijskim hišam, katerim lahko opišete svoje izkušnje, svoje interese, kakšne projekte si želite montirati. Priložite lahko življenjepis ter mogoče kakšen video izdelek, ki ste ga montirali, in se ponudite za opravljanje kakšnega montažnega dela. Na tak način bi morda lahko dobite kakšno ponudbo za montažo kakšnega krajšega dela, morda kakšne serije ali pa kakšnega napovednika za celovečerni film. Na tak način si lahko potem počasi pridobivate izkušnje, na podlagi katerih boste kasneje dobili vedno več ponudb za delo. Kot sem že omenil prej, se velikokrat tudi zgodi, da starejši montažerji, ki so že dlje časa v profesionalnem okolju, nimajo časa izvajati kakšen projekt, tako da velikokrat oni potem predlagajo kakšnega drugega montažerja. Zato je pomembno tudi, da v bistvu se predstavite in poznate z čim več drugimi montažerji, kolegi, kar v bistvu najlažje narediti tako, da se včlanite v stanovsko društvo. Tam se dogajajo neka spoznavanja, razni pikniki, neki dogodki, na katerih se lahko povežete z drugimi montažerji, ki delujejo v Sloveniji. In potem na podlagi teh spoznanstev lažje pridete do kakšnega dela. Poleg tega boste kot člani tega stanovskega društva na tekočem tudi z raznimi dogodki, na primer v konkretnem primeru montažnega stanovskega društva Simpozijum postprodukcije Fade In. In ta stanovsko društvo za montažerje v Sloveniji je DPPU, to je Društvo postprodukcijskih ustvarjalcev, ki združuje montažerje, oblikovalce zvoka in koloriste. Poleg tega vam, kot sem že omenil, stanovsko društvo lahko napiše priporočilo, če boste oddali vlogo za pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. Toliko za danes, upam, da so bile informacije predstavljene na razumljiv način in vam olajšale prehod iz študijskega v profesionalno okolje. Hvala za vašo pozornost.